Evo, ura natanko 19. Dobro. Zelo dobro. Kolegica je prej omenila, oziroma že zadnjič enkrat rekla, če bi kdaj kaj povedal o psihologiji stresa, o čemer tudi sicer pripovedujem veliko pač na različnih koncih Slovenije, v različnih priložnostih. In sem rekel, da bom. In dejansko eno ključje, da je ena od idej, s katerimi se nameravam ukvarjati danes, na določen način povezana s to temo, na določen način, na zelo specifičen način. Gre za eno vzporednico, ki je lahko tudi začetna ideja za razmišljanje o tem, kar je naslov današnjega srečanja, in to je vprašanje. Vprašanje je, zakaj je svet vse bolj predvidljivo iracionalen. To je vprašanje, ki je v resnici tudi trditev, oziroma je ugotovitev. Svet je dejansko predvidljivo iracionalen. Niso samo posamezniki predvidljivo iracionalni, tudi svet je tak, čeprav to ne pomeni, da iracionalnost sveta pojasnjujemo s psihologijo, ker je ne moremo. Psihologijo pojasnjujemo vedenje posameznikov, ne pa sveta, kapitalizma. Pa vendar to ne pomeni, da je ideja o iracionalnosti posameznikov popolnoma odveč. V resnici ni, v resnici je zelo produktivna in tudi o tem bomo govorili. Začeli pa bomo z neko drugo idejo, ki ni psihološka, ampak je filozofska, pravzaprav niti ni samo filozofska, ker je tudi teološka. Ponovno se bomo namreč srečali s tem, kar piše Spinoza proti koncu svojega življenja, kar napiše v teološko-političnem traktatu, potem kasneje v svojem zadnjem nedokončanem delu, ki je v celoti namenjen politiki oziroma neki ideji, ki me zelo zanima. To je ideja, s katero se ljudje sicer nenehno srečujejo v vsakdanjih življenjih, pa vendar v glavnem ne vedo in tudi ne morejo vedeti, s čim se srečujejo, in ne vedo, kako ta ideja, s katero se srečujejo, nanje vpliva. Vpliva na en zelo poseben način, ki je na ravni posameznikov pogosto povsem iracionalen. Z lahkoto pojasnimo, zakaj se posamezniki obnašajo iracionalno. To pojasnimo celo tako zlahka, da je včasih nekaj osupljivega v samem pojasnjevanju, v spoznanjih, s katerimi torej mislimo vedenje posameznikov in se hkrati zavedamo, da v psihologiji ni tako kot na primer v kakšni drugi znanosti, kajti nobena druga znanost ne pojasnjuje vedenja. Fizika ne pojasnjuje vedenje planetov, zato ker se planeti ne vedejo, se ne obnašajo, ljudje pa se. Biologija se pojasnjuje, na primer, vedenje živali, vendar živali ne morejo imeti in tudi nimajo metafizičnih odnosov do lastne realnosti. Če
človek pa ima metafizične odnose do lastne ali pa lastnih realnosti in praviloma tega ne ve. Večina ljudi ne ve ničesar o metafiziki in ne vedo, kaj so metafizične razsežnosti njihovih realnosti, kaj so metafizični odnosi do lastnih realnosti, čeprav jih živijo, vsak dan jih živijo, nenehno jih pravzaprav živijo. Torej, vsupljivost je zato toliko večja, ker nam spoznanja o iracionalnem vedenju ljudi kaj dosti ne pomagajo. Ne pomagajo nam, ki pojasnjujemo vedenje ljudi in ne pomagajo ljudem, ki se iracionalno obnašajo. Sama spoznanja ne pomagajo tako rekoč nič. Zato je tako rekoč nemogoče vplivati na iracionalno vedenje ljudi, naprimer s predavanjem ali pa z pisanjem knjig, upajoč, da jih bodo ljudje prebrali in da bo to vplivalo na njihovo iracionalnost, ker ne bo vplivalo in pravzaprav tudi ne more. Kar je seveda šele uvod v mnogo zahtevnejše vprašanje o naravi iracionalnosti sveta. Kaj pa vpliva največ? Kaj je iracionalnost naša? Vzemimo čisto droben primer. Trivialen primer, s katerim se srečuje vsaj 37% ljudi tam zunaj, ki so, glede na statistične podatke, ki veljajo za slovensko populacijo, ki imajo preveliko telesno težo. Naprimer, 37% ljudi v Sloveniji ima preveliko telesno težo in o prehranjevalnih navadah in o tem, kako vpliva hrana, recimo, na povečevanje telesne teže, vemo tako rekoč vse. Vemo vse. Na atomski ravni, če hočete, na molekularni ravni, na vseh možnih ravnih. O tem vemo tako rekoč vse. Ali bo zaradi tega jutri odstotek ljudi v Sloveniji s preveliko telesno težo kaj manjši? Ne bo. Ne bo. To je dober primer. O tem vemo tako rekoč vse, ampak se ne bo zmanjšalo število, jutri zagotovo ne. Vemo, naprimer, kako vpliva na povečevanje telesne teže ljudi uživanje sladkih pijač. O tem vemo vse. Ampak, ko predlagajo ljudje, da bi sprejeli zakonodajo, s katero bi recimo omejili proizvodnjo sladkih pijač in prodajo sladkih pijač, pač lastniki kapitala v trenutku dosežejo, da ta zakon ni sprejet in ga celo skušajo prikazati kot nekaj iracionalnega. In ga nimamo. In količina ljudi, pa število ljudi z diabetesom, recimo bo jutri kvečjemu večje, ne bo pa manjše. Med drugim tudi zaradi prekomernega uživanja sladkih pijač. Ampak o tem vemo vse. K temu tako rekoč ni česa dodati. In z lahkoto odgovorimo, kaj vse vpliva na iracionalno vedenje posameznikov. Kot sem že rekel, z lahkoto. Mogoče ne znamo pojasniti čist vseh dejavnikov na, ne vem, 4. decimalki, ampak to ne spremeni v bistvu ničesar. Če trdim, da znamo pojasniti tako rekoč vse. Ničesar ne spremeni, če rečemo, dobro, pojasnimo 99,99%. To ničesar ne spremeni. In tudi nam ne bi nič pomagalo, če bi rekli, da je, čeprav tudi to je zelo preprosto, zelo enostavno, da je princip realnosti danes, to, kar imenuje v starih dobrih časih Freud, princip realnosti. Vse tega principa se ni on izmislil. Uporablja pa ta izraz. Da je danes princip realnosti tako rekoč popolnoma prežet
s tem, kar imenuje Jacques Lacan jouissance. Se pravi, princip realnosti danes je po domače rečeno uživanje. Je uživanje strogo psihoanalitično rečeno. Ki med drugim pomeni tudi iskanje drobnih vsakdanjih užitkov, naprimer v uživanju prekomernih količin ogljikovih hidratov, kar je v bistvu drugo ime za sladkor. Zopet vse to vemo, ampak nam nič ne pomaga. To vednost, to znanje lahko obesimo, ne vem, na steno ali pa, ne vem, spravimo v predal ali pa naredimo kaj drugega. Ne. Živimo v zelo nenavadnih časih, v katerih je nakopičeno ogromno znanja. Gigantske količine znanja, vrhunskega znanja, najboljšega znanja. Znamo misliti zadeve na pravi, na atomski ravni, na subatomski ravni, na ravni enodimenzionalnih strun. Znamo misliti. Znamo kopičiti znanje, pojasnjevati, povedati, katere so spremljivke, katere so take, katere so odvisne, katere so neodvisne. Imamo vrhunske statistične postopke, matematične postopke, s katerimi znamo v nulo pojasniti, kateri dejavniki, do kakšne mere, kdaj, na koga, tako dalje, koliko časa vplivajo, ampak nam pogosto to znanje ne koristi, ampak tudi čist nič. Saj nisem rekel tega, sem rekel čist vsem. Okay? In seveda je to še eno od dobrih vprašanj. Zakaj ne? Zakaj ne? Zakaj je tako skoraj nemogoče, na primer, sprejeti zakon in omejiti uživanje sladkih pijač? Zakaj je skoraj nemogoče? A pa zaenkrat se zdi, da je kar čisto zares nemogoče, nič skoraj. Čeprav vemo, da bi bilo to koristno za velikansko število ljudi, recimo. Pa tega... Mi smo spoznali to psihoanalizo prav, da če se človek ima možnost odločati med znanjem ali pa užitkom, bo užitek prav. Tega psihoanaliza nikoli ni trdila, oziroma tisti, ki to trdi, je bolj slabo prebral psihoanalizo. Ni čisto tako. S tem se ne strinjam. Se ne strinjam zato, ker je gotovo določen dejavnik, ki pri tem ima svojo vlogo, gotovo da je. Ampak s tem ne pojasnimo celote človekovega odločanja. Ne pojasnimo, ne moramo pojasniti. Potrebujemo bolj zahtevne koncepte, da bi mislili, naprimer, človekov odnos do užitka, do tega, kako je realnost prežeta z užitkom, da bi mislili razliko med užitkom in zadovoljstvom, ker to ni isto. In seveda, da bi mislili še en pomemben dejavnik, in to je človekova zmožnost, da se upira užitku. Ne moramo je kar odmisliti, ne? Ampak določen dejavnik pri tem pa gotovo ima določeno vlogo, pa ima dejavnik, o kateri vi govorite. Ampak do tega še pridemo. Torej, to so nekatera začetna vprašanja, ki so dobra. Ki so zelo dobra, zlasti so aktualna in so pereča, kot sem že rekel, živimo v obdobju, v katerem imamo neverjetne količine znanja, vrhunskega znanja, hkrati pa se soočamo z bizarnostmi, z iracionalnimi oblikami vedenja, ki so tako neproduktivne in jih je tako veliko, da bi to moralo bosti v oči, to bi moralo vznemirjati ljudi. Lahko da jih tudi vznemirja, ampak
učinki njihove morebitne vznemirjenosti niso prav veliki. Dodatno vprašanje. Tudi če to ljudi vznemirja, zakaj so učinki tako majhni? Kar pomeni, da se iracionalnosti sveta nenehno kopičijo. Iracionalnosti sveta se nenehno kopičijo in gotovo je vprašanje, ki je zelo na mestu tudi tole, ali imamo sploh še dovolj časa, da se lotimo resnega razmišljanja o iracionalnosti sveta in ali lahko kaj naredimo. Zlasti v luči, recimo, razsvetljenstva 18. stoletja in vsakdanjega razmišljanja, ki omogoča velikemu številu ljudi, da so prepričani, da je njihovo vedenje še kar razumno, da je še kar racionalno. V tem je nekaj, spet pravimo, presenetljivega. Je nekaj presenetljivega. Zdaj, ko ste prihajali sem v tale prostor, ste zunaj lahko čutili močan južni veter oziroma jugozahodni veter, ki vam je vzbujal občutke, ne vem, da danes ni nekateri februar, ampak da smo tam nekje maja, pa kaj podobnega. Tako močan je ta južni veter, ki zdaj ne piha. In če hkrati pomislite, da je ta hip ob ekvatorju velik del, naprimer Tihega oceana, pa tudi velik del Atlantskega oceana, segret na 32 stopinj Celzija, tako v toplicah. Potem bi morali postati po vseh znanih pravilih močno vznemirjeni in zaskrbljeni za lastno prihodnost. Morali bi. Ker če samo pomislite in če uporabite zelo preprosto znanje iz fizike, iz 7. razreda osnovne šole in zračunate, ker to se da zelo hitro zračunati. Nekaj minut zračunate, če ste pozabili formule, pač pogledate pri enem otroku, ki hodi v 7. ali 8. razred osnovne šole in zračunate, to je zelo preprosta domača naloga. Koliko energije je potrebne, da segrejete velik del Tihega oceana na 32 stopinj Celzija. To je zelo preprosta naloga. Ne koliko energije rabite, da 1 liter vode iz 15 na 16, to itak vemo. Koliko energije potrebujete, da se segrejete Tihi ocean? Samo količino moraš videti. Z lahkoto to ugotovite. Ali koga to vznemirja, razen nekaterih klimatologov in drugih, ki jih imajo itak za čudake, nikogar, skoraj nikogar. Ampak, če natančno pomislite, in to lahko naredite, ko pridete domov, samo zračunajte, koliko energije za to potrebujete in bo kap. Spet, po vseh znanih pravilih bi vas morala kap. Ker je to tako gigantsko veliko energije, da spet bi vas moralo močno vznemiriti naslednjič, ko boste poslušali po medijih, naprimer politike, ko vam govorijo o gospodarski rasti ali pa o lepšem jutrišnjem dnevu. Ali pa o tem, da bomo zmanjšali količino toplogrednih plinov za žbljo procentov. Tihi ocean se ne bo shladil še v 1000 letih. Če zdajle nehate kuriti vso nafto, pa ves zemeljski plin, pa ves premog, pa ves les, pa biomaso, pa vse. Ker ta energija nima kam iti. Oziroma gre tako počasi v vesolje, pravim, da bo trajalo 1000 let. Danes je razmišljanje, klišejsko razmišljanje, kaj vse se utegne zgoditi do leta 2100, ko govorimo o podnebnih spremembah, tako noro in je pravzaprav tako neumno, da bi moralo človeka z zdravim razumom skrbeti za
duševno zdravje tistih, ki o tem govorijo. Jaz to mislim prekleto zares. To mislim zelo zares. Ker so to tako očitni simptomi časa, v katerem živimo, da je ne samo za psihoanalitike, ki pač znajo analizirati simptome, ampak bi moralo biti to za slehernika, za čisto vsakega človeka. Nekaj tako vznemirljivega, da bi se zdaj ta hip morala pripravljati, ne vem, globalna revolucija. Pa se ne. In se tudi ne bo. In ostane nam vsaj, da poskušamo to misliti in odgovarjati ne na vprašanje, ki je v naslovu tega srečanja, ker je trditev, ampak vsaj misliti trditev, zakaj je svet vse bolj predvidljivo iracionalen. In da je veliko vprašanje, če leta 2100 tukaj sploh še kdo bo. Ni vprašanje, kaj bodo naši vnuki, pa prav vnuki počeli, pa koliko bo voda, bo visoka 35 cm, bo v Piranu 2 metra. Leta 2100 Pirana najverjetneje sploh ne bo več. In kar je pri vsej zadevi morda še najhujše, ni videti, da bi se, na primer, količina porabljene nafte kaj zmanjšala, ampak je videti ravno nasprotno. Če ste spremljali medije v zadnjih tednih, so z velikim pompom razglašali, da prihaja Iran nazaj na svetovna tržišča in ker ima ogromno nafte, jo bo seveda takoj ponudil, da bo še več nafte na trgih, kjer je itak že preveč nafte. Na svetovnih trgih je vsak dan približno 100 000 ton nafte več, kot jo porabimo. Iran bo pa še dodal 100 000, kar pomeni, da bo v kratkem vsak dan na trgu 200 000 ton nafte več, kot jo porabimo. Pariški dogovor o zmanjševanju toplogrednih plinov si pa lahko nekam vtaknete. Ker je sam dokument eden najbolj prepričljivih dokazov tega, o čemer danes govorimo, se pravi predvidljive iracionalnosti sveta, ker ga kratko malo nihče resno ne jemlje. In ga tudi ne bo. Ker so že vnaprej povedali tisti, ki so pač najmočnejši na tem svetu, da ne bo imel za nobene legalne vrednosti oziroma ne bo podprt z nobenim zakonom. Nobene obveze ne bo imel nihče. Okay? In danes, namesto da bi zmanjševali količino toplogrednih plinov v ozračju, z njimi počnemo to, kar se pač v kapitalizmu da predvideti, da bodo ljudje počeli. Z njimi se namreč trguje. S toplogrednimi plini trgujemo. Toplogredni plini so blago na trgu, s katerim se trguje, kar pomeni, da ga v bistvu prodajate in kupujete. Danes lahko spustite v zrak toplogrednih plinov glih, kolikor hočete, dokler plačujete ustrezne okoljevarstvene dajatve. Benega problema ni. In nihče vam nič noče. In vam tudi ne more, ker ni nobene ustrezne zakonodaje. Oziroma, kar je še bolj iracionalno, lahko izvozite vso umazano tehnologijo, kot se reče, na primer v Afriko, in rečete, mi smo čisti. Mi nič ne prispevamo k toplogrednim plinom, uniju tam dol v Afriki, ampak vi ste jim to najprej prodali. Se pravi, imate od tega vse zgodbo poznati. Mi se bomo lotili te zadeve, kot sem že nakazal, še iz enega drugega zornega kota, ki je zelo aktualen. Zagotovo je aktualen, čeprav ni nujno, da se ljudje tega zavedajo. In bo aktualen vedno bolj. To sem preprosto prepričan. Do tega pridete ob natančnem branju Spinozovih besedil. Spinoza je bil filozof, ki je živel zelo kratek čas. Njegovo življenje je bilo kratko, dejansko je bilo
brutalno, kot bi rekel Hobbes. Izključili so ga iz vseh možnih občestev, ga obtožili herezije. Pravzaprav je imel srečo, da ga niso še zakurali, ker je bil pač Jud, ker ga niso mogli zakuriti, ker takratni zakoni za Jude pač niso veljali. Če bi bil kristjan, bi ga pa zakurali. Zagotovo bi Spinozo zakurali, pri živem telesu bi ga zažgali. Zaradi idej, ki jih je zelo natančno raziskoval, zlasti v teh dveh delih, ki sem jih že omenil, pa seveda do etike ne smemo pozabiti. In če berete etiko, Spinozovo etiko, če berete zelo natančno, če berete zelo počasi, primer vsak večer, preden zaspite, preberete, 5 strani. In greste počasi skozi etiko. To ni nič tako zelo posebnega, nič preveč zahtevnega. Pravzaprav se človek tako iz večera v večer prebije skozi Spinozovo etiko in no time, kot se reče. Skoraj preko pjevajoč, z lahkoto. Lepo počasi. In če berete Spinozovo etiko počasi, potem vas mora zanimati zelo preprosto spoznanje, do katerega pridete tako rekoč na začetku njegove knjige. In to je, da Spinoza ne more razmišljati o etiki, ne da bi razmišljal o Bogu oziroma človekovem odnosu do Boga. Za njega je to aksiom, ki ga seveda neprestano preverja, da bi ugotovil, ali bi se dalo kako drugače, in vedno znova ugotavlja, da se ne da. Če danes slišite koga razmišljati o etiki, z lahkoto ugotovite, da ljudje praviloma o etiki razmišljajo kot o množici pravil in ugotavljajo ob enem, ali se kdo od teh pravil drži, ali se mogoče ne drži, ali bi bilo treba koga dati na sodišče ali ne, ali pa se pogovarjajo, kako bi morda kakšno pravilo še izpilili ali pa dodali še kakšno subpravilo in tako dalje in tako dalje. Jaz ne slišim, da bi kdo resno razmišljal o tem, kar je za Spinozo aksiom. Ko razmišljamo o etiki, razmišljamo o človekovem odnosu do Boga. Ali pa obratno, ne moramo razmišljati o etičnem vedenju, zmožnosti človeškega bitja za etično delovanje, če ne razmišljamo o njegovem odnosu do neskončnosti oziroma do Boga. Če torej to vzamemo zares, če zares beremo Spinozovo etiko, potem lahko tudi nadaljujemo. In Spinoza je izvrsten avtor, ki se zaveda še nečesa. Tudi o tem vam bodo bolj malo pripovedovali, tudi če boste hodili na kakšne predavanja, naprimer iz filozofije, pa celo iz teologije, na teološki fakulteti. Česa se zaveda? Spinoza se zaveda nečesa, kar morda niti ni to tako nenavadno, ker je bil na robu smrti. Spinoza je bil v določenem trenutku, on ni mogel vedeti, če bo jutri še živel. Ni mogel vedeti, ni mogel biti prepričan. Ker v tistem času, sredi 17. stoletja, biti izobčen iz občestva je pomenilo skoraj gotovo smrt. Težko si preživel. Bil si izobčen, izločen, od česa boš živel? Kje boš živel službo, naprimer? Kaj boš delal? Še zlasti, če si filozof, recimo. Torej, za Spinozo je smrt na nek nenavaden način zelo aktualna. In to je zelo mrtv umrl. Tudi njegovo življenje torej, je bilo naporno. Saj veste, da se pravzaprav bolj kot s filozofijo prebijal skozi življenje, da je pač nekaj malega zaslužil z brušenjem leč za teleskop in požiral ves tisti prah in na koncu tudi zaradi tega umrl. Torej, njegovo življenje je bilo klavrno, zagotovo je bilo klavrno. Bilo je naporno, fizično naporno, zastrupljal se je iz dneva v dan s tistim prahom, se niti najbrž ni imel nobene druge možnosti, da bi se kakorkoli zaščitil. Spravi, za njega je bila smrt ves čas zelo blizu, zelo aktualna.
Za njega osebno, pa tudi sicer, seveda, v tistem času, če kaj poznate zgodovino, veste, da so bili Nizozemci v glavnem ves čas v vojni. 17. stoletje, pravzaprav eno samo stoletje nenehnih vojn. V določenem obdobju tudi vemo, tudi poznamo ta izraz iz zgodovine, dejansko obstaja 100-letna vojna. Mi sploh predstavljamo 100-letno vojno. Ne vem, če si sploh lahko. To je nekaj generacij, ki so skozi v vojni. To ni vojna, ki ne? Ok, mislim, da to so... Ampak to so dobre koordinate vsakdanjega življenja, ki jih Spinoza zelo dobro pozna, mi pa ne. Rekel bi človek, hvala Bogu. Ne? Ampak je pa dobro to poznati, zato da morda še bolj kompleksno, še bolj natančno razumemo, v kakšnem času Spinoza piše etiko, v kakšnem času piše teološko-politični traktat, zakaj to dela. Ne dela samo zaradi nekih abstraktnih razlogov, ker je pač filozof, ampak to piše v zelo konkretnem svetu, v svetu, ki je brutalen, ki je poln lakote, ki je poln vojn, ki je poln preganjanja krivovercev, ljudi kurijo na grmadah vsak dan in ima srečo, da pravzaprav tistih nekaj desetletij, kolikor je živel, sploh preživi. To je dobro imeti pred seboj, ko razmišljamo o tej radikalni ideji, dobri ideji, da je razmišljanje o etiki povezano z razmišljanjem človekovem odnosu do Boga, in sami veste, da pravzaprav etika je zelo dolg traktat o Bogu, o razumevanju Boga, ki je zelo radikalno, zato ga tudi to že seveda izključijo. Zelo radikalno, hkrati pa zelo dobro. Spinoza namreč, ravno zaradi svojega načina razumevanja Boga, lahko na zelo produktiven način govori o človekovi naravi, govori o človekovih naravnih razmerjih, naprimer z drugimi ljudmi, ali pa razmerjih z Bogom. In je etika, etično delovanje, vpisano v človekovo naravo, je inherentno človekovi naravi. To ni privesek. Etika ni luksus. Za Spinozo etika ni luksus, ni dodatek k sicer lagodnemu življenju, ker glih nimamo kaj početi, nam je fajn, imamo vseh dobrin dovolj, bi pa potem še malo razmišljali o etiki. Danes je tak način razmišljanja pravilo. Če že razmišljamo o etiki, pravilom itak ne razmišljamo. Ampak če že razmišljamo o etiki, je etika nekaj takega. Luksus, neka pika na i, smetana, torta, ne vem kako že tisto gre, smetano pa s torto, no se veste, kako gre. Pa še to nekateri, razne etične komisije in ljudi, ki se poglabljajo v etičnost. Za Spinoza je etika inherentni del človekove narave. Kaj pomeni inherentni? To je tako, kot je inherentno, da dihamo. Mi ne moramo ne dihati, mislim, lahko, ne, moramo dolg čas živeti. Torej, ja, etika je del narave, človekove narave, kar pomeni, da živi to naravo vsak dan, ves čas, nenehno jo živi. Etika je torej nenehno na preizkusu, če lahko tako rečem. Človek je nenehno na preizkusu, na testu. Etika je ves čas izziv za njegovo vsakdanje delovanje. Za spraševanje, kako je z mojim etičnim delovanjem, ne samo v odnosu do samega sebe, v odnosu do drugih ljudi in seveda do Boga. Kako je s tem? Zato za Spinozo filozofija ni spet nekakšen dodatek, presežek, ko smo že vse premislili in smo vse v vsakdanjem življenju postorili, in posodo pomili in otroke dali spati in televizije že ni več, ok, zdaj imamo pa še 5 minut za etiko. Za Spinozo se etika začne zjutraj, ko vstane. In me cel dan spremlja me razmišljanje, pravi, potreba po filozofskem razmišljanju ni ekstra potreba, to je primarna potreba. To je osnovna, temeljna potreba. Zato, ker je etika povezana s človekovim odnosom do dobrega, do vrhunsko dobrega, vrhovno dobrega, najvišjega dobrega, do Boga oziroma do resnice.
Za Spinozo je nemogoče, da bi človek kar ignoriral ta vprašanja. Dobro me ne zanima, najviše dobro me ne zanima, Bog me ne zanima, resnica me ne zanima. Ja, kaj te pa pol sploh zanima? Razen, da pupcaš, papcaš, pa ne vem kaj, spiš. A te pol sploh kaj zanima? To bi bilo Spinozovo vprašanje takemu človeku. Oziroma, če mi odgovoriš, da te nič drugega ne zanima, je seveda na sporedu drugo vprašanje, kaj potem sploh delaš na tem planetu, oziroma, ne vem, a si žival, no? To bi bilo lahko naslednje vprašanje. Človek je inherentno zopet, zmožen za odnos do sveta, za katerega ni zmožen nobena žival. To je metafizični odnos. Metafizika je še en tak izraz, ki ni rezerviran za nekaj norih filozofov, ki se pač ukvarja z metafiziko. Človek je po svoji naravi metafizično bitje za Boga. Njegov temeljni odnos do sveta je metafizičen. Ni neposreden. Neposreden odnos do sveta imajo živali. Neposreden odnos. Se pravi, živali so potopljene v realnost in nimajo odnosa do realnosti. Zato ne morejo misliti realnosti, ne morejo imeti koncepta realnosti. Za človeka je pa ravno obratno. Človek ne more ne imeti konceptov realnosti. Ne more ne imeti metafizičnih odnosov od realnosti, kar pomeni med drugim, da se ne more ne spraševati. Recimo o lastni smrtnosti. Živali se ne morejo pogovarjati med seboj o lastni smrtnosti, ker se ne zavedajo, da so smrtna bitja. Smrt za živali nima nobenega smisla. Nobene ideje nimajo o smrti. Ko žival umre, preprosto izgine z tega sveta. Človek se z lastno smrtnostjo, umrljivostjo srečuje nenehno, ves čas. Mi se ves čas bolj ali manj boleče zavedamo, da gremo pač k koncu, ki je smrt. Bolj ali manj boleče. In seveda ena od temeljnih idej, povezana s tem aksiomatskim odnosom človeka kot končnega bitja do lastne smrtnosti, je preprosto vprašanje, ali si že dovolj premislil o lastni končnosti, oziroma o lastni smrtnosti, o lastni smrti. Vi bolj ali manj nenehno, kadar, seveda, besede sploh na to nanese, se redko kdaj nanese, ampak kadar nanese, praviloma poslušate o strahu pred smrtjo. Nas je bolj ali manj strah smrti. In se bolj ali manj trudimo, da bi na nek način odložili smrt. Kaj itak ne moramo, ampak trudimo pa se, da bi odgnali to, kar je najbolj temeljno, kar nas najbolj temeljno določa kot končna bitja, kot metafizična bitja, ki se zavedajo lastne končnosti oziroma smrtnosti. Se pravi, namesto da bi se s tem ukvarjali nenehno, se poskušamo čim manj ukvarjati. Zato smo prestrašeni še bolj. Ljudi je pravzaprav nenehno nečesa strah. In njihovi strahovi v vsakdanjem življenju so med drugim natanko derivati strahu pred lastno smrtnostjo oziroma končnostjo. Ker bolj, ko jo odlašate razmišljanje o njej, odlagate pravzaprav, bolj, ko private vse skupaj proč, kaj pa seveda pride do izraza temeljno Freudovo spoznanje. Bolj, ko nekaj odrivate proč, bolj pač tisto pritiska nazaj. Kar pomeni, da ste se, hočeš, nočeš, prisiljeni ukvarjati natanko s tistim, s čimer se ne želite. In bolj, ko se ne želite, bolj se. Ker se preprosto morate, ker ne gre drugače, ker je tak zakon. In zato, ali pa tudi zato, Spinoza v etiki posveti veliko časa natanko temu vprašanju. Se pravi, vprašanju ali pa razmisleku, kaj človeško bitje lahko naredi kot metafizično bitje v razmišljanju o lastni smrtnosti, o lastni končnosti, ki je vselej v neskončnem. Ker je človek nujno v
tem, kar imenuje Spinoza ali narava ali Bog, v glavnem govorimo o neskončnosti. To so temeljne koordinate naših eksistenc. Naš odnos kot končna bitja, ga imamo, do neskončnosti je pravzaprav še bolj nujen, če mene vprašate, za naše eksistence kot dihanje. Za naše eksistence, nisem rekel za biološko preživetje. Dihanje je potrebno za biološko preživetje. Razmišljanje o lastni končnosti pa za naše eksistence, ker ljudje eksistiramo. In eksistenca je med drugim tudi množica načinov zavedanja tega, kar je sicer za nas, vsaj mogoče na začetku, bolj ali manj boleče, in to je, da smo smrtna bitja, da pač nekega dne ne bo več. Vsaj v tej obliki ne in tukaj ne. Torej, to je za Spinozo osnova, začetno, temeljno spraševanje oziroma razmišljanje. Ne gre samo za spraševanje, mi lahko o smrti razmišljamo, mi lahko mislimo. Sam zmotil, kaj pa je to najbolj radikalno, da je tiste ljudi, bom rekel, tele verskih krogov, tok, recimo, da bi ga praviš sežgal ali pa to, kaj, recimo, s čim je prišel najbolj na vzkrižje z njimi, da smo tok. Ena od osnovnih idej je ta, da je se zelo resno lotil branja Biblije, oziroma bibličnih tekstov, ampak zelo resno. To je še danes narobe. Ja. In da je ugotovil čisto na elementarni ravni vsaj dvoje. Prvič, da je Biblija, da so biblični teksti najprej to, kar poveže sama sintagma. Torej, tekste beremo. Torej, ni treba, da jih nekdo drug nam bere, ker znamo sami, recimo. Če so v latinščini, pač učimo latinščini. Ok, torej jih beremo. To je bilo že seveda sporno, ne? Ne moš kar ti brati. V cerkev greš, pa ti oni berejo. Oziroma, še bolj sporno je bilo to, da, a veste, to, kar je spet osnovna psihološka kognitivna, bomo raje rekli, kognitivna zmožnost človeškega bitja je, da ko nekaj beremo, naši možgani ipso facto tisto tudi že poskušajo razumeti oziroma razlagati. To je ena od osnovnih razsežnosti tega, kar smo imenovali metafizika. Mi se nikoli, naši možgani niso tako narejeni, ne zadovoljimo, tudi če mislimo, da se v resnici ne, z dejstvi ali pa s podatki. Čim slišite ali pa preberete, ali pa si zamrmrate v brado stavek, danes je torek, že imate do tega metakognitivni odnos, kar pomeni avtomatično začnete, ali pa lahko mislite, če je danes torek, bo jutri sreda, če je danes torek, je bo včeraj ponedeljek, danes je torek, bla, 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 bla. Avtomatično. Kar pomeni, da je bilo še bolj sporno to. Ne morate Biblije brati, pa še interpretirati, ker pol oni nimajo kaj početi. Cerkvi. Če jaz to lahko berem doma, mi prvič ni treba iti tja. Če si lahko interpretiram, ne rabim unga, da mi jo interpretira. In to je bilo že preveč. To je bilo že preveč, da ne govorim potem še o drugih zadevah. Že od 91 leta bolj beremo. 91. Ja, kolikor sploh bere, veste, jaz še nisem srečal vernika, ki je Biblijo prebral. Jaz ga še nisem srečal. Ne, lahko da obstaja, jaz ne trdim, da kakšen, ne? Ampak jaz ga še nisem srečal, samo to hočem reči. A ti kaj Markovo evangelij poznaš? Ne, recimo vprašate, greste v cerkev, pa vprašate ta prvega. Ti Markovo evangelij, ja zna? Kakšno je evangelij? Je Markov, na primer, ne, ta prvi. Za koga pa? Saj jaz sem vernik. Saj verniki ne berajo. Oni verujejo. To je pa nekaj drugega, lepo vas prosim. Ti bi pa še fajn bil presenečen, če bi duhovniki vprašal. Tudi ne vejo kar takole. Seveda ne. Seveda tudi ne bere. No, ampak pustimo, daj tam uživati svoje. Gremo. Ampak Spinoza to dela. Spinoza torej bere in to je res pomembno. To je zelo pomembno. Prvič, on je Jud.
On nima posebnih težav z katoliško korporacijo, tako naprej. On je itak jud, to njega ne zanima. Ker se je cerkev usajala, saj se ni on na cerkvijo. On pač bere, pustite me primir, sam berem Biblijo. Tako kot berem, ne vem, Cajtnik ali pa Pratiko ali pa, ne vem, Nedeljski dnevnik. Ok, pa ga ne pustijo. Ne? Kar je pomembno, ne smeš kar brati. In še zlasti ne smeš si razlagati prebranega. Ok. Ampak obstaja seveda nadaljevanja, ki nas morda zdaj bolj zanimajo. Bolj nas zanima to, da Spinoza ugotavlja, da človekov odnos, ali pa človekovi odnosi, ker ni samo eden, do Boga, ne morejo biti tako preprosti, da jih zapakiramo v vero. Spinoza pozna še nekaj. On živi približno v istem času kot Descartes. In če berete Descartove meditacije, torej ne samo Spinozovo etiko, če berete še Descartove meditacije, in Spinoza kot dober filozof, sploh pa recimo bi na nek način ga lahko celo imeli za Descartovega učenca, naprimer, ne, pa celo ni, da je to pomembno, on bere Descarta, ker je bil to samo po sebi umel. Če berete Descartove meditacije in veste, da je podnaslov Descartovih meditacij razprava o dokazih za obstoj Boga. Descartes nima nobenih težav z dokazovanjem obstoja Boga in Spinoza nima nobenih težav z branjem Descartovih meditacij. In če spet, poleg tega, da imate na nočni omarici Spinozovo etiko, recimo imate lahko tudi meditacije. Pa berete en dan eno knjigo, drugi dan pa drugo, izmenično. 5 minut vsak dan, recimo. A veste, kaj bi bilo to noro? A si predstavljate, da, ne vem koliko, 1,5 milijona Slovencev vsak večer bere 5 minut? A? Ampak, če spet pomislite, a je to, seveda je nemogoče, ampak to so ta razmerja, na katere danes skušamo opozarjati. Kako je to preprosto? Kako je to preprosto? Tako kot smo na začetku rekli, je preprosto, če ugotovite, da recimo se v vašem telesu dogaja nekaj, kar se imenuje oksidativni stres. To ni nič takega, bi rekel, ugotoviti, kaj to je. In z lahkoto ugotovite, katera hrana, naprimer, ga povzroča. Potem rečete, wow, čakaj, jaz tega stresa nočete. Nočete ga imeti. Nobeno razumno bitje noče imeti tega stresa. Nobeno razumno bitje, zdaj malo govorim, tako provokativno, nobeno razumno bitje noče samemu sebi povzročati recimo stresa, s katerim se uničuje ali pa načenja celične membrane in se recimo ustvarjajo prosti radikali. Tega nočete, preprosto nočete. V vašem najboljšem interesu je, da je tega stresa čim manj. Potem pa pogledate, katera hrana recimo ta stres povzroča, katerega povzroča na veliko, in ugotovite, da to hrano bolj ali manj jeste vsak dan. In si rečete, ok, zakaj jaz to počnem? In si rečete, dobro je, mogoče bi pa to lahko zmanjšali. To je približno tako kot brati 5 minut vsak večer Spinozo ali pa Descarta. Ali se bo to zgodilo? Ne bo. Okay. Dobro, gremo nazaj. Spinoza bere meditacije in pride do zanimivega problema, s katerim se je ukvarjal Descartes praktično vse življenje. In to je, da je možno misliti dva koncepta, ki oba postavljata v zelo zanimivo luč spontane vsakdanje izkušnje ljudi. Katere so spontane vsakdanje izkušnje ljudi? Naše vsakdanje spontane izkušnje med drugim so tudi te, ki nas spravljajo v ena stanja nelagodja ali celo negotovosti, zaradi česar imamo recimo nizko samozaupanje, smo negotovi, lahko smo pa še kaj hujšega, lahko postanemo živčni, razdražljivi ali pa še kaj hujšega, naprimer agresivni, napadalni in tako dalje. To so spontane vsakdanje izkušnje. Svet je za človeška bitja, tudi zaradi tega, ker so zmožni za metafiziko,
In pravzaprav svet je v bistvu ves čas negotov. Nikoli ne morete biti čisto natančno prepričani skoraj v ničemer. Skoraj v ničemer. Ves čas vas nekaj meče iztira. Do včeraj je še tako bilo, ali pa kako težko je najti to, kar imenujemo notranji mir. To vsak človek ve. Kako težko je najti notranji mir ali pa recimo eno veliko stopnjo samozavesti. Veste, živi cela vrsta ljudi, ki se bojijo samozavesti. Ki imajo nelagoden občutek, če so v nečem prepričani, naprimer, ker jim že ali kakšen zelo dobronameren sosed, ki hitro postreže, ali pa že celo pregovori pravijo. A veste, kaj je eden tisti, ki meni grejo najbolj lasje po koncu, ki ga slišim? In sicer to, da ni dobro preveč biti optimističen. Ker če si preveč, pol ne bo dober, ker itak sledi pol, seveda, za dobrimi dnevi sledijo slabi, pa boš pa razočaran. Se pravi, če bi poslušali te nasvete iz tega registra, bi pravzaprav bilo najbolje, da je človek nenehno enem podnu, ker če si na podnu nižje, težko padeš. In ne smeš previsoko letati, ker najina hčerka enkrat tako fajn rekla, ti mi je bilo blazno všeč, da se malo pohvalim kot oče. Čeprav hvala gre njej, ne meni. Ampak vendar je moja hčerka, oziroma najina. Očitno je šlo to tudi na živce in enkrat tako dobro rekla, očitno so ji nekaj v šoli, jaz ne vem kje, so ji postregali pa s tem, kdor visoko leta nizko pade, ona je pa tako fajn odgovorila, dragi moji, kdor visoko leta daleč vidi. To mi je blazno všeč. Vidi dlje kot unika nekje na podnu visijo skozi, da noga kam pada. Obstajajo ljudje, ker se čudno sliši, iracionalno se sliši, strah pred samozavestjo, obstaja strah pred samozavestjo. In ljudje vas znajo zelo hitro čudno gledati, kaj je s tabo narobe, odkot tvoja samozavest, ne moreš tako samozavestno po svet hoditi. Ja, jaz z lahkoto, recimo. Pa tudi tisti, ki imajo veliko samozavesti, dejansko z lahkoto hodi, čutite se bolj lahkotnega. Telesno se čutite bolj sproščenega, mišice so močnejše, napetost je tenzija, to so zelo zanimive zadeve, ampak dobro, gremo nazaj. Se pravi, to, kar je vpisano v naše spontane vsakdanje izkušnje, je gotovo vezano na večno spraševanje, torej nelagodje, kako zmanjšati nelagodje, kako najti mir, ne vem, s katerimi tabletami se zadeti, ne vem, s čim se zadeti, kako, vse to poznate. In Descartes v meditacijah posveti veliko časa ravno vprašanju gotovosti. Kako sem lahko glede česarkoli gotov? Enkrat za spremembo, da ne bomo samo o negotovosti govorili, ker to je z lahkoto vsakdo doživi. In Descartes govori o dveh oblikah gotovosti. Ne samo o eni, to je tisti, ki učijo tam v gimnazijah, vse drugi, pa itak filozofije sploh ne slijo. A vi sploh veste, da filozofijo poslušajo pravzaprav samo zelo redki učenci oziroma dijaki. Tisti hodijo v gimnazijo, noben drug. Mislim. Okay. Drugi sploh ne, o tem ne nič. Nekateri celo vse življenje nič, ker če nisi takrat, pol kasneje, 5 minut zvečer, da imaš Spinoza. Gremo zdaj po Sloveniji pogledati doma na nočno Marci Spinoza pa Descartes. Torej, Descartes govori o dveh oblikah gotovosti. Ena je prav gotovo ta, ki bi lahko imeli spoznavna, za mene kot tudi kognitivna. Ali smo lahko prepričani, da je 2 × 2 = 4, naprimer. Ali pa da je vsota notranjih trikotnikov 180. Glede tega ne moramo biti prepričani, ker obstajajo, vse vemo. Drugačni trikotniki, ki imajo več kot 180. No, je pa tudi umem. Ampak vse eno, to je kognitivna gotovost in Descartes to strašno zanima. In seveda, kako priti do te kognitivne gotovosti. In mimo grede ugotovi, se to res ni težko, da je za tako vrsto gotovosti, kognitivne gotovosti, potreben velik napor, velik kognitivni napor. Ampak veste kaj?
Naši možgani imajo radi kognitivni napor. Naši možgani pravzaprav hlepijo po kognitivnem naporu. Zato, ker so zmožni za metafiziko, po defaultu. To je pravzaprav njihovo, kot smo že prej rekli, naravno stanje. In mi jim nenehno ta užitek, kognitivni užitek, spoznavni užitek preprečujemo. Večina ljudi ta kognitivni užitek nenehno preprečuje, lastnim možganom. To je metafizični, kognitivni užitek v spoznavanju, oziroma spoznavnih postopkih, ki nam omogočajo, da pridemo vsaj do določene mere kognitivne gotovosti, vsaj začasne, vsaj v določenem trenutku si lahko rečemo, zdajle se mi zdi, da te zadeve, ki sem jih premislil, še kar držijo. To je možno. Ampak to je pomembno. To je pomembna protiutež temu, kar se nam spontano v veliki meri vsakega dogaja. In to je negotovost, občutenje negotovosti. Torej, mi lahko veliko naredimo, ampak hkrati tudi blokiramo sami sebi kognitivni užitek. Druga oblika gotovosti, o kateri govori Descartes, in to pa na nek način morda še bolj zanima Spinozo in tudi razvidno je iz njegovih tekstov, da se s tem ukvarja zelo veliko časa in bi celo lahko na določeni točki rekli, da je Spinoza zelo na enem tankem ledu, če lahko tako rečem. Je, gotovo je. Če natančno berete, veste, da Spinoza uporablja celo vrsto sintagem, s katerimi se nanaša na religijo in celo govori o resnični religiji, govori celo o pravi religiji, o pravi veri morda. Kar seveda priča, da je sam imel težave, ker čim morate pritakniti kakšen pridevnik, potem že veste, da se skušate izogniti, da obstaja prava religija, zato veste, da obstaja tudi neprava, prava vera, pa resnična vera od une, ki ni resnična. To so spolskatla, to je zelo težko speljati logiko konsistentno, da dovolj daleč, da lahko odgovorite na en pameten, inteligentni način, kje je zdaj razlika, kje je meja med eno in drugo. Ne gre. Ampak Spinoza je bil pošten, intelektualno pošten in se je s tem veliko ukvarjal, pač nam prepustil, da ugotovimo, če je kje naredil kakšna neumnost ali da proizvedel kakšen simptom. Torej, druga vrsta gotovosti je povezana z človekovim odnosom do Boga in do vere. Ne gre za kognitivno gotovost, pa gre za neko drugo vrsto gotovosti, ki je povezana z verovanjem. Z verovanjem in vsaj na začetku, ko Spinoza bere Descartove meditacije, s tem ni kakšnih posebnih težav, saj vemo, da Descartes zelo suvereno zagovarja misel, da je obstaj Boga mogoče dokazati in s tem seveda že postavite temelj določeni kognitivni gotovosti, se smo Boga dokazali, obstajajo dokazi za obstoj Boga, in s tem ponudili možnost, da bi nastavili temelje za neko drugo obliko gotovosti, ki je povezana z vero, čeprav sam Descartes in na to Spinoza opozori. Descartes se zaveda, mogoče to ni toliko razvidno iz njegovih meditacij, pa razvidno iz drugih njegovih dnevnikov, raznih pisem in tako dalje, kar pomeni, da je tudi to prebrati, poleg meditacij in Spinozove etike, še kakšne dnevnike, pisma in tako dalje, ker tudi takrat veli v navadi, da ljudje so pisali ogromno pisem, bilo dobro, ampak tega ljudje v glavnem ne berajo, mogoče preberejo kakšne meditacije, Descartova pisma, pa že bomo brali, je pa to dobro. No, se Descartes zaveda, da sama, torej, če bi bil, ampak ni bil, če bi bil psiholog, če bi takrat obstajala psihologija, bi ga to dodatno zanimalo, če bi obstajala nevroznanost, pa kognitivna znanost, bi ga dodatno zanimalo, namreč, zakaj človeku ne zadošča kognitivna gotovost. Kognitivna gotovost, s katero dokažemo obstoj Boga. Zakaj? Kam se umešča vera? Pustimo religijo pa korporacijo. Vera, govorimo o veri. O veri v nekem odnosu, metafizičnem odnosu. Vera je zagotovo metafizični odnos ne samo do realnosti, ki je v neskončnem, se pravi, je prej ali slej treba se dokopati do spoznanja, da je vera odnos do neskončnega.
ne ta odnos, kot sem že dvakrat danes povedal, inherenten človekovi naravi. Ne potrebujemo nobene religije, da nam to pove. Zadošča, recimo, da nam to pove Spinoza. Pred njim pa Descartes, pa še kdo drug, pa Platon tudi. Ampak zdaj smo pri Spinoza. Descartes torej se tega zaveda, se sprašuje. Ok, kognitivna gotovost je nekaj, kar sorazmerno z lahkoto mislimo, za vero je pa malo drugače. In to ve tudi kasneje, 150 let kasneje, približno, pa še malo več, ve to tudi ve Kant. Kant, ki si zastavi tisto znamenito vprašanje, na kaj lahko upamo v vsakdanjem življenju, na kaj lahko upamo, ne samo kaj vemo, kaj lahko naredimo, recimo, kaj lahko upamo. In kako je z vero znotraj meja čistega uma. To je na temeljnih velikih Kantovih del. In v tem delu, Kantovem delu, se zgostijo vsa ta vprašanja, o katerih zdaj govorimo, pa še mnoga druga, seveda vprašanja, s katerimi se ukvarja Spinoza, ko bere Descartes, vprašanja, s katerimi se ukvarja sam Descartes, in seveda vprašanja, s katerimi se ukvarja Kant, ko bere Spinozo in bere Descartesa, oziroma ko bere Spinozo, ki bere Descartesa. To je zanimivo. V tem smislu je treba brati filozofska dela. Filozofska dela niso nastala zato, ker en filozof ni imel kaj početi, pa ne pisal eno knjigo. Ma kaki? V filozofskih delih se zgoščajo tradicije, množice filozofov in množice vprašanj, ki jih je nekdo, zato je filozofsko delo težko napisati, ker rabite ogromno časa, da se te stvari preštudirate, da preberete, da ugotovite, kaj je kdo, kakšno vprašanje se je zastavilo in si potem še sami zastavite kakšno vprašanje, kaj še je, da danes poskušate odgovoriti. Zato da Lucy Guattari nekje v svoji knjigi Kaj je filozofija pravičeno pripomnita, da je čas za filozofijo prvič ob polnoči, čas za filozofijo ob polnoči, ko smo vse ostalo storili, po otroke danes pa posodo pomil, pa ne vem koga že, in da je čas, ko je človek str. Ko je človek str, ker pred tem, dokler niste stari, se ne da. Filozofirati se kratko malo ne da. Ker rabite ogromno akumulacijo. Ogromno knjige treba prebrati, ogromno treba preštudirati in ogromno treba premisliti, da to znate. In to počnejo. Descartes to počne, sklicujoči se na prejšnje avtorje, in to počne tudi Spinoza. Kaj z enim izrazom vsi ti avtorji počnejo in zakaj je to za nas, ki se ukvarjamo danes z predvidljivo iracionalnostjo, seveda tako zelo pomembno. Simon Critchley, to knjigo sem začel brati pred kratkim in napisal fenomenalno knjigo. Simon Critchley, super knjiga z naslovom Mrtvi filozofi. Vsi klasični filozofi so že zdavne mrtvi, zdaj to vemo, on napiše knjigo Mrtvi filozofi. Fantastična knjiga, izjemna knjiga, pomembna za to današnje razmišljanje, se še nisem do konca prebral, natanko zaradi tega, ker je v vsakem resnem filozofiranju, ki je metafizični človekov odnos do Boga in neskončnosti, je privilegirana tema, je temeljna tema filozofiranja smrt. Končnost človeškega bitja znotraj neskončnega. Zato ta naslov, Mrtvi filozofi, pravzaprav ni čist vzeti iz oblakov, noter mora biti smrt. Mrtvi filozofi, smrt, razmišljanje o smrti in o tem, zlahka prav gotovo ne, ampak stežka, na dolge proge se človek tudi lahko prepričal o prebiranju filozofov, namreč pravzaprav mogoče tudi ne, če berete Platona, oziroma če se poskušate vživeti v Sokratovo kožo, potem, ko ga obtožijo oziroma obsodijo na smrt. In če spremljate njegove, hvala Bogu, in Platon je vse zapisal, če spremljate njegove zadnje dni, Sokratove zadnje dni, potem veste, da so pravzaprav v celoti posvečeni zelo resnemu razmišljanju o smrti. In da Sokrat ne kaže nobenega strahu pred smrtjo. Pa ne kaže. On razmišlja o smrti tako rekoč, tako kot mi razmišljamo, če bomo sprejeli skodelico kave. In to je dobro. To je zelo dobro. Ker nam daje možnost, da se tudi kot pravci, recimo, ali morda ljudje, ki se bi ukvarjali z filozofijo, resno posvetimo temu vprašanju lastni smrti.
Paradoksno pa je, to kažejo tudi psihološke raziskave, da ljudje v resnih razmišljanjih o lastni smrti najdejo več utehe in več miru kot ob siceršnjih razmišljanjih, ki so naddoločena ravno s tem, čemer smo že prej rekli, bolj kot neke teme bežite, bolj se pravzaprav z njo ukvarjate, ker gre za vami, enostavno gre za vami, ne morate jim pobegati. To pa je eno temeljih psiholoških spoznanj. Kar pomeni, da je najbolje logiko obrniti, namesto da bežimo od tem, ukvarjajmo se z njimi. Pravzaprav so filozofski večeri natanko temu namenjeni in to prinese zelo veliko miru. To je zame še eno resnično, ampak to res mislim aktualno, osupljivo vprašanje danes. Tamle zunaj je ogromno ljudi, ki so nevrotični, ki so živčni, ki so negotovi, ki so na antidepresivih, na alkoholu, jaz ne vem, na čem vse so. In tudi ne trdim, da je zdaj seveda edino filozofiranje najboljši lek za te dne. Ne trdim tega. Trdim pa, da je eno najboljših. Filozofiranje kot resno razmišljanje, spraševanje in pogovarjanje, recimo tudi, ali pa zlasti celo o lastni smrtnosti, o lastni končnosti, ker s tem se nam odpira bolj kot na katerem koli drugem področju. To, kar je, kot sem čisto na začetku povedal, v osnovi, recimo Spinozove etike, človekov odnos do Boga je preprosto nujen. Naš odnos do Boga je neizogiben. Mi sploh ne moremo storiti ničesar, da ne bi bili tako ali drugače vpeti v razmerja s neskončnim oziroma z Bogom. To nima nobene zveze z razmerjem. Tudi najmanjši. V cerkvi itak pojma nimajo o Bogu. Cerkev, papežu se sanja o Bogu. Da se razumemo, kar se mene tiče, nima pojma. Resno razmišljanje, o tem govorim, o resnem razmišljanju. Resno razmišljanje v osnovi pomeni človekovo odpiranje do nečesa. Dokler ste zaprti, tako ali pa tako ne morete nečesa razumeti, oziroma ste tudi negotovi. Bolj, ko ste zaprti, bolj, ko se oklepate nečesa. Zaradi mene so to lahko vsakdanji klišeji. Bolj ste negotovi. To je to temeljni spregled človeških biti, ki verjamejo ali pa mislijo, da bolj, ko se nečesa oklepajo, ne vem, to je moje, ali pa to so moje ideje, ali pa to, kar je v sodobnem svetu zelo popularno, to so moja mnenja, slabše pravzaprav je. Ker bolj, ko se jih oklepate, bolj ste se jih prisiljeni oklepati. In dlje časa, ko to počnete, manj možnosti imate, da se jih znebite. To se čez nekaj let, recimo, ko se človek tam, kaj se že približuje, ker je 40 let starosti, se še bistveno pozna. Ljudje so že tako rigidni, in to lahko tudi spremljam, recimo, skozi nevroznanstvena spoznanja, skozi sodobne spoznanja, ki temeljijo na ekstremnih, mislim, res izjemnih vpogledih v človekove možgane, ker imamo tako dobre naprave, same sinapse postajajo rigidne. Postaja izraz v nevroznanosti, rigidne sinapse. Kar pomeni, da postajajo tudi misli rigidne in potem je konec. V tem določeni starosti praktično ni več mogoče pripraviti človeka, da bi sploh še razmišljal, ker razmišljanje po definiciji pomeni odpiranje do neskončnega. In samo odpiranje do neskončnega človeka zares osvobaja. To je temeljna Spinozova ideja. To je tisto resnično osvobajanje. Osvobajanje je vedno v neskončnem. To pomeni, da človek čuti, gre za izkušnje, čisto empirične izkušnje, da, na primer, klišeji, ki se jih oklepajo, ideje, spoznanja, paradigme, teorije, koncept in tako naprej, na neki ravni preprosto niso več pomembni. Seveda, ker gre za nek svojvrsten odnos do neskončnega. Če bi mačkar rekel tako, skoraj negajivo, tako najstniško, pobalinsko morda celo, če bi rekel pobalinsko, bi lahko rekel, da v neskončnosti in tako vse skupaj nepomembno. Neskončnost je pač nekaj, kar nam omogoča človeškim bitjem, ker smo zmožni za metafiziko, nam omogoča izkušnje. Izkušnje, ki so lahko tako radikalne. Obstajajo tako radikalne izkušnje, da človeka nič več, ničesar ne spravi iz tira. Obstajajo radikalne izkušnje gotovosti, ki niso klišejske, niso rigidne,
potem je nekaj paradoksnega. Ne? Obstajajo izkušnje gotovosti v neskončnem, zaradi katerih nekateri ljudje delujejo izjemno modro oziroma delujejo karizmatično. Obstajajo nekateri ljudje, ki že svojo navzočnostjo, recimo med drugimi ljudmi, že svojo navzočnostjo omogočajo ljudem, vsaj delno, te izkušnje, o katerih zdaj govorim. To so zelo zanimive zadeve. Človek lahko samo svojo navzočnostjo pomirja druge ljudi. In to je razmišljanje, ki ga najdete v Spinozovi etiki, prosim. To ni iz kakšnega teološkega seminarja ali pa seminarja kakšnih mistikih. Ne. To najdete pri Spinozi. Spinoza govori ko govori o odprtosti, o odpiranju. Ko govori o odpiranju v neskončnem, on govori o nečem, kar je ravno nasprotno, recimo od spontanega, vsakdanjega, psihološkega, ali pravi rekel, psihologističnega razmišljanja ljudi. Psihologistično razmišljanje ljudi je tako, da pripisujejo posameznikom lastnosti, sposobnosti, zmožnosti in tako dalje. Ali obratno, psihološko razmišljanje je tisto, ki odkriva ali pa domneva, predpostavlja, da so izviri človekovih zmožnosti, sposobnosti, veščin in tako naprej znotraj posameznika. Spinoza predstavi zadevo popolnoma drugam in reče, izviri so v naravi, ki je neskončna, ne v posamezniku. Posameznikovo odpiranje do neskončnega samo po sebi pomeni širjenje na druge ljudi, širjenje nečesa. Spinoza poudari dve zadevi. Se pravi, človekovo odpiranje v neskončnem avtomatično pomeni širjenje dobrega oziroma ljubezni na druge ljudi. Ljudje to čutijo. Obstajajo ljudje, ki to zmorejo, to odpiranje. In drugi ljudje, ki so okrog, to čutijo. To je bila mistika. Nekateri ljudje preprosto svojo navzočnostjo, tudi če ne naredijo ničesar, širijo okrog sebe ljubezen. Kot odnos, ki ne izvira iz njih samih, ampak iz njihovega odnosa do neskončnosti. Ta odnos človeka tako pomirja, mu daje čiste empirične izkušnje, notranje umirjenosti, se to širi navzven in to ljudje začutijo. To je prvo, se pravi ljubezen. Drugo pa je širjenje idej. Širjenje idej, ker ta človek, o katerem zdaj govorimo, bo prej se tudi usta odprl, sigurno bo kaj rekel. To, kar je v naravi človeških biti, da govorimo. In odprtost do neskončnosti ne pomeni tega, česar se v glavnem učijo otroci v šolah. Ne pomeni kopičenja informacij in podatkov. Ampak odprtost do neskončnega pomeni ustvarjanje vednosti. Ustvarjanje vednosti skozi ideje. In ko tak človek odpre usta, širi okrog sebe ne informacije, podatke, to je na Google, to je na internetu, tega ne rabimo širiti, pojďte gor, pogledajte, ne? Ampak ideje. Človek širi okrog sebe ideje. To širi na poseben način. Se pravi, ne, prvič, z nikogar se ne spopada in nikogar ne prepričuje v nič, ker ga preprosto ne rabi prepričati. Ta paradoks, o katerem sem prej govoril, se pravi, to Descartovo spraševanje o naravi dveh vrst gotovosti, tukaj dobi svoj končni izraz. Gotovost, o kateri zdaj govorim, ni znanstveno prepričanje v določene trditve, ki so znanstveno dokazane in jaz vem, da so take in zdaj še vam to povem. To ni širjenje idej. Širjenje idej sploh nima statusa znanja. Pravi, širjenje idej niso zapakirana spoznanja, tako kot jih v šoli učitelji zapakirana, prenašajo učencem. Deca se jih mora poučiti.
kar se tiče Spinoze, takrat še javnega šolstva ni bilo. Ne. Je šola še danes, se pravi, je kakšnih 350 let za Spinozo. Okay. Jaz bi stvari tole rekel, kako je tole res, recimo, že iz te izkušnje, recimo, praviš prisotnost, ne? Da ima prisotnost, samo navzočnost ljudi, koliko to. No in lep primer je, in ta je v Bibliji, ne? Ki ga je Jon bil preizkušen še, pa še nazadnje je obsadal na gnoju tam, ves v tistih hranah, v turah, vse je bil tak. Torej prej iz bogatstva padel v to in so prišli prijatelji k njemu. Pa so 3 dni v njemu sedeli, pa brez besede. Nič niso rekli. In je zelo, zelo pomagal. To je primer širjenja tega, o čem zdaj govorimo, se pravi širjenje same neskončnosti. To je zelo preprosto. Človek je potopljen v neskončnost, samo da tega ne ve. Ljudje smo pač bitja, ki potrebujemo ogromno časa, da to spoznamo. To so metafizične spoznanja, za katere smo zmožni, ampak potrebujemo pa ogromno časa in spontano do tega ne pridemo. Do takih spoznanj, do takih vpogledov, do takih stanj, recimo, ne pridemo spontano, mi se moramo tega učiti. Leta in leta in leta in leta. In ob tem, se pravi, ob takih možnih izkušnjah, do katerih lahko pridemo, se zaostri spraševanje o naravi sodobne, torej predvidljive iracionalnosti. V čem je ta sintagma tako dobra? Predvidljiva iracionalnost, ker človek bi rekel, malo paradoksno zveni, če nekaj je predvidljivo, potem je zelo racionalno. Natančno naprej lahko napovemo, kako se bo. Zakaj govorimo o predvidljivih iracionalnosti? Čisto preprosto govorimo zato, ker je predvidljivo iracionalno vedenje ljudi, je natanko na drugem koncu, kot to vedenje, o katerem smo zdaj na koncu spregovorili. Ravno diametralno nasprotno. Se pravi, predvidljiva iracionalnost pomeni, da se človek oklepa določenih oblik lastnega vedenja, tudi če so že zdavnaj dokazane kot neproduktivne, neučinkovite ali pa celo destruktivne. In tudi o tem govori Spinoza v etiki, ko pravi, da, ko govori recimo v teološko-političnem traktatu, pravzaprav še bolj, ne toliko o etiki, mogoče o tem traktatu, govori zelo veliko o tem. Govori o tem, da, ko razpravlja o, seveda ljudje sedaj živimo v občestvih. Spinoza živi v času, ko se počasi, ko nastaja, ko se reje moderna država. Zareva ideje, koncepti o državi. In med drugim ga tudi zanima, kakšna je v teološko-političnem traktatu, kakšna je tista ključna, najbolj vrhovna naloga države. Kako naj bi se ljudje obnašali do države, oziroma zakaj naj bi jo sploh ustanovili in kako naj bi se država prek svojih zastopnikov seveda obnašala do ljudi. In njegov prvi odgovor je silno preprost, sicer ga je kasneje še problematiziral, ampak meni je všeč, ker je zelo dober. In pravi, ključna, tista najbolj vzvišena dolžnost države do svojih državljanov je, da skrbi za njihovo svobodo. Da skrbi, da bodo čim bolj svobodni. Zdaj, seveda, ko govorimo o svobodi pri Spinozi, se moramo najprej zavedati, da Spinoza ne predvideva človekove svobodne volje. Za njega človek sploh ni svoboden. Nima svobodne volje. Kar se je malo čudno, kako potem naj država skrbi za njegovo svobodo, če pa ni svoboden. Zato se je tudi kasneje malo s tem še poigral, pa prišel do ene drugih sklepov, ampak vendarle je ta začetna ideja vseeno dobra. Zato, ker vemo, kako je Spinoza prišel do nje. Namreč, človekova svoboda, človekova svobodna volja, to smo že velikokrat sicer povedali, najprej pomeni, da se človek, da se je zmožen prepustiti tistemu, kar je nujno. Za Spinozo obstaja samo nujnost. Ali pa, če hočete, je s tem, z idejo nujnosti, je povezana tista kognitivna, vsaj kognitivna gotovost, o kateri govori tudi Descartes. Nekaj je nujno, do tega lahko pridemo, 2 + 2 je 4, lahko smo
prepričani, da res 4 tudi je, in zdaj recimo lahko gremo mirno spat in bo jutri še zmer 4. Na to lahko računamo. Okay? Pravzaprav tudi moramo. Ampak v tem ni nobene posebne svobode. Ne? Mi smo prišli do spoznanja o nečem, kar je nujno. In Spinozo zanima, ali bi ljudje vedno znova prišli do spoznanj oziroma do idej, za katere bi veljalo enako. Da bi bilo s spoznavanjem idej povezana izkušnja svobode, oziroma te paradoksna izkušnja osvobajanja, o čemer sem prej spregovoril, osvobajanja, človek postaja svoboden, ampak svoboden postaja skozi spoznanje nujnosti. Za Spinozo je to temeljna razsežnost svobode. Bolj ko spoznavam, kaj je nujno, bolj sem svoboden. Bolj ko sem svoboden, bolj mi je jasno, kako so stvari v vesolju, v neskončnosti nujne, kako so neizogibne. Tudi, dlje ko pridem, bolj mi je to jasno. Bolj ko so moja spoznanja jasna, bolj sem osvobojen. Ni se mi več treba oklepati, ne vem, katerih svojih mnenj, klišejev, ali pa tega propagande, ali pa kaj podobnega. Na nek način postajajo zadeve, recimo kognitivno, neodvisne od kogarkoli, od znanosti, od pridigarjev, od duhovnikov, od kogarkoli so neodvisne. Okay? In moja izkušnja svobode, oziroma osvobajanja, je tista, ki me prepričuje, naj vztrajam v tej odprtosti do same neskončnosti. Osvobajanje ne pomeni, da lahko počivam, da se zaprem in rečem, ko jaz sem svoje naredil, zdaj sem spoznal določene zadeve, zdaj pa lahko mirujem. Ne, zato ker na koncu je smrt. Smrti kot take, kot izkušnje, niti je ne moramo pravzaprav izkusiti, dokler ne pride, niti je ne moremo do konca premisliti, dokler ne pride. Tega enostavno ne moremo narediti. In to je tisti zadnji element, ki nam preprečuje, da bi postali samozadovoljni, da bi se zaprli in bi rekli tako, da smo pa, ne, vse vemo, vse spoznamo, meni vse jasno in tako naprej. Ne, ni, dokler ne pride smrt, tega ne moremo reči. Ampak to so Sokratove besede. Če se spomnite Sokratovih razmislekov, celo reče, zadeva je pravzaprav zelo preprosta in jaz bom zelo hitro to tudi spoznal. Čez nekaj minut. To reče Sokrat nekaj minut pred lastno smrtjo. Če obstaja življenje po smrti ali po življenju in tako naprej, pravi, fajn, ko mi čakam, se bom lahko pogovarjal z Homerjem, z Unim, super, se že veselim. Če pa ni ničesar, pa preprosto ni ničesar, pol pa I feel sorry for you, ker vam bo težko tle v tem svetu, boste jokali za mano, meni itak ne bo več. Sokrat je zelo preprosta, ampak to reče par minut pred smrtjo. To je dejansko tudi iz zgodovine filozofije, recimo, vemo, najbolj radikalna izkušnja, kar je opisanih. Filozofiranje 2 minuti pred smrtjo. Nobenega strahu, nobene negotovosti, razen pač tega vprašanja, ki pa ni isto kot negotovost. To ni isto. Sokrat ni negotov. On se samo sprašuje, če je tako, če je drugače, je pa pač drugače. Mene, joj, ne vem, strah me je. Ne, tega ne zasledite, njegove razmišljanje. Torej, ideja svobode je definitivno paradoksna, natanko zaradi njene odprtosti, torej zaradi zmožnosti, odprtosti do neskončnosti. Vse to je najbrž tudi logično. V odnosu do neskončnosti nikoli ne moremo priti v tako stanje, da bi rekli, ok, zdaj se pa lahko ustavimo. Neskončnost po definiciji to preprečuje. Torej je osvobajanje, ideja svobodne volje, je pravzaprav popolnoma odveč. V neskončnosti je vse natanko tako, kot je. In naša svobodna volja nima kaj pri tem iskati.
Jaz nisem v položaju, nikoli nisem v položaju, da izbiram, a je tako ali ni. Zato tudi Sokrat reče, če je tako, nisem jaz. Jaz pa ne bi šel na levo, bi šel pa raje na desno. Tudi Sokrat pravzaprav ne govori o svobodni volji, kot možnosti izbiranja. V neskončnosti ne izbiramo. Smo pa lahko odprti, se pravi, lahko pa predtem izbiramo ali pa izberemo samo odprtost do neskončnosti. Ampak tudi v tem pravzaprav ni svobodne volje, čeprav mi mislimo, da je, ker je to naša dolžnost. To je naša naloga. Mi to moramo narediti. Sicer smo čudni, zato potrebujemo dolgo časa, eni pa sploh nikoli do tega ne pridejo, ampak to je naša naloga, naša dolžnost je, pa ne zdaj zato, ker ne vem, v katerih čudnih zakonih je Bog to tako naredil. Ne, sama struktura realnosti kot neskončne, oziroma Boga, če hočete. Bog ni bitje. Sama narava, Spinozo rečeno, neskončnost je taka, da preprosto moramo narediti to operacijo. Mi ne moramo že kar na začetku biti potopljeni v neskončnost in hkrati imeti metafizično izkušnjo do neskončnosti. Preprosto ne gre. Mi moramo narediti dolgo pot. Neke začetne zaprtosti, zaplankosti, nedoletosti, kot bi rekel Kant, in tako naprej, do tega, o čemer smo zdaj na koncu govorili. In to je naša dolžnost. Prvič smo zmožni za to sem že večkrat poudaril, ker smo zmožni za metafiziko. To je naša dolžnost. Ampak ta dolžnost je upisana v samo neskončnost, upisana je v samo naravo. Nam se ne zdi sporno, ali pa ne zdi se nam vredno razmišljati o vprašanju, ali mi moramo dihati ali ne. Ne bi se delo čudno, če bi se nekdo povprašal, kaj ti misliš, a si ti dolžan dihati? Kako dolžan? Pač dihamo, a ne si? No, in tle je enako. Samo da je zadeva malo bolj kompleksna. Mi smo dolžni biti odprti do neskončnosti, ker smo vselej že potopljeni v neskončnost. Mi ne moramo biti zunaj neskončnosti po definiciji. Ampak naša zavest, naša duševnost in tako naprej je taka, da potrebujemo dolgo pot, da pridemo do tega, kar je pravzaprav spet malo čudno se sliši, naše naravno stanje. To je res nenavadno. Mi pravzaprav po naravi potrebujemo dolgo časa, da se na nek način vrnemo na začetek. To, kar je naše najbolj elementarno naravno stanje znotraj neskončnosti. Nekateri za to potrebujejo vse življenje, nekateri pa sploh ne pridejo niti do prve stopnice, da bi se ta proces začel. In v tem je, če mene vprašate, radikalna vrednost filozofiranja. Filozofiranje, mislim, da je bilo to zdaj zelo jasno, v tej perspektivi, o kateri danes govorimo, ne more biti način človekovega razmišljanja, ki bi mu lahko pripopali to, kar pač v kapitalizmu, zlasti v kapitalizmu počnemo. Uporabnost, koristnost, ali pa da bi iskali odgovore na vprašanja, čemu mi pa vse to sploh bo, ali pa kakšno korist bom imel od tega. To so vprašanja, ki preprosto niso pertinentna, ko govorimo o filozofiji. Filozofija je najbolj naravn način, kako človek naredi to, kar mora narediti. To, kar mora narediti, je pa inherentno njegovi realnosti. Se pravi, človek v resnici ne more narediti ničesar, da ne bi bil v takem stanju znotraj neskončnosti, čeprav empirično vzeto to lahko naredimo. Zato, ker smo zapeljani, zavedeni, ker nas pač tako vzgaja, ker hodimo v šolo, ker imamo tam ene pridigarje, ker imamo politike, bla, 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 bla. Mi imamo v svojem življenju pač okrog sebe cel kup praks, ljudi, postopkov, procesov, ki nas nenehno odvračajo od tega, kar je najbolj naravno stanje. Zbrali, to, s čimer se začne Spinozova etika. Človekovi odnosi do neskončnosti. To, kar je najbolj naravno, zapravo nenehno zastranjuje, kot se reče. Vzgojitelji, starši, učitelji in drugi mediji, politiki in tako naprej, so v bistvu nenehno
odvračajo od tega. Čeprav so bolj ali manj, jaz ne mislim, da so zlobni, so prepričani, da delajo prav, da delajo v redu in tako naprej. Ampak kljub temu jim tega ne moramo odpustiti, zato ker pred njimi je ista dolžnost kot pred nami. In jo niso izpolnili. In dokaj časa jo niso izpolnili, pravzaprav tega sploh ne bi smeli početi. Če smo zelo strogi, ne bi smeli ust odpreti. Dokler niso izpolnili te dolžnosti. Spravi, vzgojitelji, učitelji in tako naprej, če zdaj parafraziram Deleuza in Guatterija, ste lahko še ko ste stari. Ker prej v glavnem počnete neumnosti, pa delate škodo. Zdaj pa ura, toliko da moram jaz nehati. A ni? Vse je, ne? Ja, tak je protokol. Zanimiv je to, sam Spinoza je bil jud, ampak a ni kje v Franciji živ, ne? Ne, njegovi starši, oziroma on so prebežali iz Portugalske na Nizozemsko. Ker so jih preganjali, ker je bila inkvizicija. Jud, recimo, je on samo staro zavezo, še zdaj imajo ljudje samo staro, nimajo nove. In jo ne priznajo, ne Kristus se ne činčuje, da imajo take težave, on je v bistvu pozbral samo staro zavezo. Nove ni, ker potem bi radil kristjan pa bil ni, ampak je bil. Ja, ni čisto tako. Ko so ga izključili, si je on nadel krščansko ime, Benedikt. Je on bral, zato ker je njega to nekaj dosti vznemirilo. On je bil tako potem izključen iz židovskega občestva. Ja, seveda. Ja, strogo vse to ni več. Seveda, on se ni temu pokoral. Ne, njega to sploh. Ja. Oni so mislili, da imel kariero. To bi imel. Zdaj se je spomnil, da to spada k protokolu, tako da hvala.